En starček je živel sred vinskih gora, tam dolina lepem Dolenske. Spoštovane dame in gospodje, to je naših 86 adutov. Z njimi bomo naslednji mesec živeli in dihali vsi v Slovenski ljudski stranki in stranki Mladih Slovenije. Z njimi in za njih bomo delovali do nedelje 21. septembra 2008. Podpirate popolno privatizacijo Nove kreditne banke Maribor? Absolutno ne. Torej, če se privatizira, ne vem, hotel v Portorožu, tisti bo vedno deloval, vedno sprejemal turiste. Banka pa tista, ki odloča, kaj se bo dogajalo z gospodarstvom. Torej, če je banka v slovenskih rokah, bo dala kredite slovenskemu gospodarstvu za razvoj. Če je banka, na primer, v rokah ene druge države, bo seveda raje podpirala uvoznike, ki bodo uvažali kot pa lastne proizvajalce. Zato se mi zdi zelo pomembno držati banke, predvsem bančni sektor v slovenskih. Ali bi naj sedaj država drugič dokapitalizirala ali ne? Tudi brez dokapitalizacije je 25%. Jaz mislim, da jaz mislim, da je bilo treba povečati delež, koliko bo to seveda pokazalo pozitivni rezultat. Torej, bolj jako ne, seveda, absolutno ja. Imamo v naši regiji tajkune? Ja, veste kaj, ta beseda tajkun se je pojavila zdaj na zadnje. Tisti, ko so bili na pivnem cvetju, so lahko celo pivo tajkun držali v rokah. Tak se mi zdi. Mislim, da včasih politika, kot je sam predsednik SLS-a povedal, sodi pred sodiščem in to se mi zdi, da je malenkost nespametno. Torej, za mene je kriv tisti, ki se ga osodi, ne pa tisti, o katerem se govori. Tajkuni, seveda, so se podjetja privatizirala, to vsi vemo. Zdaj, kaj pa je beseda tajkun in kako jo opisati, pa je težko reči. No, so ti bogataši hitro nastali iz naše regije? Jaz ne poznam nobenega osebno, verjetno pa se kdo nahaja v naši regiji. Ja. Imaš pa verjetno ti, koga misliš, a ne? Kako urediti financiranje Natura 2000? Imamo eno vrečo, iz katere je seveda treba ta denar razporediti. In jaz verjamem, da bi Natura 2000 morala biti ena izmed prioritet. V končni fazi živimo v enem samem okolju in glede na to, kako bomo se v njega obnašali, to nam bo to isto okolje vračalo. Prav Natura 2000 opozarja na poseg v Rušah v zvezi z univerzijado. Rušan ste? Vem, sem Rušan, mislim, pogledajte, ponekod so neki posegi primerni, ponekod so neprimerni. Vsi vemo, da je Pohorje celo preraščeno z gozdovi, da je ogrožena prej podrast kot pa sami gozdovi. Torej, Pohorje je dovolj veliko, za moj osebno, torej po mojem osebnem prepričanju je dovolj veliko, da lahko premore eno tako zadevo. Zopet je treba dati na tehtnico ali razvoj turizma, nova delovna mesta v Rušah, v Lovrencu, v Selnici, ki terja torej pomenjeno smučarsko povezavo, ali pa seveda držati Pohorje zaprto. Jaz mislim, da je tak poseg seveda z vsemi argumenti, ki so strani naravovarstvenikov, lahko izvedemo. Koliko uporabljate plastične vrečke, ki so zastonj v velikih centrih? Zelo redko, ker nakupe, ki jih opravljam, so tako mali, da vzamem stvari v roke in jih odnesem. Tako da zelo malokrat, ponavadi imam v avtu kako torbo ali pa košaro, celo dlje časa že imam tisto iz blaga. Bi bili za ukinitev tega? Naj se vsaj postavi neka cena, samo zaradi tega, da bi ljudje razmislili, kdaj bodo to zavrgli. Vse, če imaš eno plastično vrečko dlje časa, še posebej tiste razgradljive, ni to taka škoda. Dejansko pa se mi zdi nasplošno nesmotrno prekomerno embaliranje. Ne vem, da kupiš eno kartušo za tiskalnik in je najprej v eni škatli, pa v vrečki, pa potem še v eni škatli, pa potem zapakirano, potem ti pa še v trgovini dajo eno vrečko. Mislim, da zdi se mi, da se preveč tega materiala uporablja za nepotrebne stvari. Kaj si mislite o urejenih klimah, ki v bistvu narekujejo to, da so prodajalke
poleti v dolgih rokavih, medtem ko po zimi pa v kratkih rokavih? Jaz bom rekel, vedno je treba najti neko zmerno mejo. Torej pomeni poleti, absolutno da bo se hladina 18, 19, 20 stopinj. Vsekakor pa v trgovini ne more biti 35 stopinj. Torej pomeni, treba je najti neko pravo mero. Sam sem dobil en zelo simpatičen e-mail, naprimer, ki je govoril, če bi po zimi samo za 1 stopinjo znižali temperaturo v stanovanju, v pisarni, v trgovinah, poleti pa za 1 stopinjo zvišali, je bila ena številka, ki je bila za mene, težko sem sploh prebral, torej toliko bi se ohranilo določenega okolja, toliko manj izpuhov bi bilo v ozračje, toliko manj porabe fosilnih goriv. Torej, absolutno nisem za to, da bi bilo 35 stopinj v trgovinah, poleti pa 15 ali pa 10 po zimi, ampak vsekakor je treba najti tisto pravo mejo, ki je še znosna, ki dopušča normalno dihanje in življenje, hkrati pa pogledati na drugo stran, torej, če lahko živimo pri 24, ne bomo dali klime na 22. Spoznate se na turizem, a si Triglavski narodni park še zasluži imen narodni park? Poglejte, posegi v okolje v narodnem parku so vedno vprašljivi. Če pogledamo naprimer okolje po sosednjih državah, vidimo, da so narodni parki res tisto najbolj ščiten biser države. Jaz mislim, da neke dodatne pozidave, da bi morali sprožiti problematiko in dilemo, ali so meje nacionalnega parka še vedno tiste, ki so danes. Kajti jaz in nacionalni park seveda predstavljam kot neko področje, ki ga turisti obiskujejo. Ampak vse, kar se dogaja, mora biti v skladu z naravo. Torej pomeni, nimam popolnoma nič proti, če odredijo neke lesene poti, neki podesti, če je potrebno, ali pa kaj podobnega. Absolutno pa nasprotujem neki pretirani hotelski gradnji ravno v srcu nacionalnega parka. V končni fazi prometnih povezavah, ki jih imamo, se da to narediti izven nacionalnega parka in potem nacionalni park zaščititi, tako kot je. Avtocestni križ in pa modernizacija železnic? Meni se zdi popolnoma nesmotrno, da se čez Slovenijo tovori naprimer premog od Luke Koper do elektrarn po cestnih povezavah. Torej, kar se meni tiče, vse, kar je kamionskega prometa, vse, kar je tovornega prometa, kar je le možno spraviti na železnice, zato je posodobitev železnic nujna. Odnosi s Hrvaško? Odnosi s Hrvaško to je ena taka napihnjena tema. Jaz imam ogromno prijateljev na Hrvaškem in se o tej politiki kaj dosti ne pogovarjamo. Jaz verjamem, da so to teme, ki privrejo na površino ravno pred vsakimi volitvami. Jaz celo verjamem, da so stvari, ki bi se z enim resnim in dobrim pogovorom dale mogoče dosti bolje urediti, kot pa z napihovanjem mišic z ene in z druge strani. Seveda pa moramo gledati na to, da tisto, kar je naše, absolutno staja, so pa tiste, kjer so pa seveda pogovori in dogovori, tam pa je treba najti skupni jezik. Mislim, politika je ustvarjanje kompromisov in iskanje skupnih rešitev, ne pa iskanje sovraštva. Zdi se mi pa ena stvar se mi zdi bistvena, ki jo treba podariti. Torej, Mariborska regija, kamor spadajo seveda tudi Ruše, Lovren, Selnica, na drugi strani Slovenska Bistrica in tako naprej, z kompletnim mariborskim industrijskim bazenom. Ta regija je 40 let ustvarjala, z dobesedno žulji delavcev, z prizadevanji se je polnila blagajna tako v Beogradu kot v Ljubljani. Danes je pa prišlo do trenutka, ko tukaj v tej regiji potrebujemo spodbude, potrebujemo pomoč. In verjamem, da bo možno in da bo torej moja vizija in moj cilj tega nastopa na teh volitvah in tudi izvolitve v parlament je to, da se v tej regiji vrnejo tiste možnosti, ki je ta regija imela in ki jih je izkoriščala, torej pomeni v neki novi obliki, v neki novi preobleki. Seveda ne želim, da se tukaj zopet vsaj umazana industrija zvrsti v Mariboru, ampak da se odprejo nove razvojne možnosti, podpora malemu podjetništvu, okolju prijaznemu kmetovanju in tako naprej, da bodo ljudje, ki tukaj živijo, ki se tukaj rodijo, imeli tudi možnost, da se tukaj zaposlijo in tukaj ustvarijo družino. Ne pa da naprimer dnevno vozijo avtobusi iz Maribora, bivših tamovih delavcev v Gradec, v Puh, ki pridejo v vodo, delajo svoje, v Avstriji še nekaj nakupijo, pridejo nazaj. Seveda imajo višjo plačo, kot imeli v Sloveniji, ampak jaz verjamem, da ti delavci, kar počnejo naprimer v Avstriji, so nekoč znali delati v Mariboru, in verjamem, da bi še znali delati. Se boste torej borili, da Maribor postane center te regije? Maribor je center te regije, zato se ne rabimo boriti. Boril sem samo, če bo kdo temu nasprotoval.